Dan, ko se bo po 130 letih tradicija polnjenja ribjih konzerv preselila z morja na celino, je vedno bliže. Nova tovarna se bo razprostirala na več kot 7000 kvadratnih metrih in bo ena najmodernejših v tem delu Evrope. Trenutno delamo v težkih razmerah, zelo neurejenih. Želimo si posodobitve, želimo si novih objektov in tako da to bo tisto, kar bo dalo nek zagon Delamarisu kot takem. Meni je zlasti pomembno, da proizvodnja ostane v Sloveniji in da delavci imajo delovna mesta. Poglejte, za to konkretno investicijo se ohranja 80 delovnih mest. Večino administrativnih delavcev so v Pivko preselili že pred časom, za proizvodne pa bodo organizirali avtobusne prevoze. Načrtujejo tudi nove zaposlitve. Vsekakor, če se bo pokazali potrebe po širitvi proizvodnje, bomo načrtovali oziroma zaposlili tudi dodatne delavce. Tovarno v 2 nadstropjih, ki bo povezana z obstoječim obratom Pivka Perutninarstvo, gradi idrijsko podjetje Kolektor Koling. Zavedajo se, da so dobili trenutno največji posel v regiji. Čeprav je pred njimi zima, bodo poskušali objekt dokončati v dogovorjenih rokih do konca maja. V njega bomo vključili tudi potem precej obrtniških izvajalcev za fasado, za streho, tako da tukaj je prilike tudi za precej slovenske storitvene dejavnosti. V novo tovarno bodo preselili celotno avtomatsko linijo iz Izole. Del manjkajoče opreme v vrednosti 600 000 evrov pa bodo morali dokupiti. Sicer pa danes Delamaris proizvede 15 milijonov konzerv letno. Nov obrat pa bo, kot načrtujejo, lahko proizvedel tudi do 100 000 konzerv dnevno. Trg za Delamarisove izdelke pa so tudi že zagotovili.